Spoštovane gledalke, dragi gledalci, ljubitelice in ljubitelji športa, dober večer in dobrodošli v še enem tretjem polčasu. Minuli teden so nas razveselili predvsem rokometaši Celja Pivovarne Laško, ki bodo po letu 2014 spet igrali v osmini finala Lige prvakov. Zelo uspešni so bili tudi celjski nogometaši, ki so v štajerskem derbiju premagali Maribor in se vodilni Olimpiji približali na vsega 4 točke zaostanka. Po letu 2014 bodo rokometaši Celja Pivovarne Laško spet igrali v osmini finala Lige prvakov. V nedeljo so rokometaši Paris Saint-Germaina v tekmi zadnjega kroga skupinskega dela najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja premagali Zagreb in na ta način Celjanom odprli pot do osmine finala. Pivovari so v skupini B osvojili končno 6. mesto. Celjani so novico o zmagi Francozov proti Zagrebu izvedeli med polčasom prvenstvenega obračuna v Ormožu. Jaz kot trener sem tudi sam vedel, da je Paris tako močna ekipa in da si takšnega spodrsljaja proti Zagrebu ne bi dovolila. In tako da smo tukaj nekako jaz pričakoval, da bo Zagreb izgubil. Vendar mi smo imeli problem, ker istočasno je potekala naša tekma v Ormožu. Fatje so verjetno z mislimi bili tudi že na tej tekmi, nekako poskušali smo s pogovorom psihologa, kako bi bilo najboljše narediti ali jim sporočiti rezultat ali ne. Odločili smo se, da ne bomo med samo tekmo nič govorili o tem, da odklopijo. Tudi dogovorili smo se s Florijani, da slučajno ne bi začeli kaj vzklikati. Ampak glede na to, da na prvi polčas ni šel, tako kot smo si želeli, smo rekli, da je treba nekaj spremeniti in potem pred začetkom drugega polčasa sporočili, da je Paris opravil svoje, mi pa moramo svojo nalogo narediti na včerajšnji tekmi. Na tej tekmi. Pivovari so se v osmino finala uvrstili z moštvom, ki v povprečju šteje le 22 let. Medtem ko jim v nekaterih prejšnjih sezonah preboj skupinskega dela Lige prvakov ni uspel, tudi z bistveno bolj izkušenimi in na papirju bolj zvenečimi zasedbami. Sicer smo res osvojili samo 6 točk, ampak smo zmagali na tistih tekmah proti tem nasprotnikom, ki so bili naši konkurenti. To je letos pripomoglo k temu, da smo se uvrstili naprej. Res pa je, da je vsako leto bo težje zaradi tega, ker se proračuni vseh ostalih klubov dvigujejo, naš pa ostaja isti ali celo vsako leto nekako nižji in naša naloga je poskušati poiskati mlade, perspektivne igralce, ampak te mladi sami veste, da še nimajo izkušenj na tako visokem nivoju tekmovanj in da pač delajo napake, kar smo letos na nekaterih tekmah tudi gledalci sami opazili, da imamo preveč teh napak, ampak konec koncev naša naloga je spraviti te igralce na čim višji nivo, na tak nivo, da so zanimivi za vse ostale klube in da v bistvu jim nudimo mi tukaj en tak poligon, neko podlago za neko napredovanje, da napredujejo in da jih potem lahko mi prodamo v močnejši klub in dobimo nekaj denarja, da lahko preživimo še pol naslednjo sezono. Trener pivovarjev Tomaž Ocvirk ugotavlja, da je iz leta v leto težje držati korak z bogatejšimi evropskimi klubi, ki imajo na voljo številčnejše in izkušenejše igralske zasedbe. Prvi mož celjske stroke upa, da po letošnji sezoni v igralskem kadru celjskega kluba ne bo prišlo do večjih sprememb. Upamo si, da bo teh menjav letos čim manj, če pa že bodo nekaj od zadja, sigurno nekaj moramo pripraviti, iščemo igralce, vendar je zelo težko izkušene igralce, starejše, take, mogoče, ko bi res potrebovali kakega izkušenega mentorja, takega, ko bi v teh kritičnih trenutkih na sami tekmi, ko se odloča, vzel žogo in sam bil odgovoren, takih igralcev bomo težko pripeljali, iščemo pa nekako igralce, kateri bi v bistvu pasali v odgovarjali našemu sistemu igre,
take atletske fante, hitre, eksplozivne, ko imajo neke delovne navade, da radi trenirajo, ne, kajti tukaj sami veste, da te fantje potrebujejo večjo količino treninga, glede na to, da se še razvijajo, pa učijo. Ja, na tej smeri razmišljamo, iščemo in upam pa, da bo teh menjav letos manj, kot jih je bilo lansko leto. Po uvrstitvi v osmino finala Lige prvakov se bodo pivovarji spet povsem posvetili državnemu prvenstvu in pokalu Slovenije. Na domačih tleh želijo letos osvojiti obe lovoriki. Najbolj pomembna zadeva je ta, da še te dve tekme, ko ostajata do začetka končnice, odigramo res maksimalno, da poskušamo s čim višjo razliko, točkovno razliko priti v končnico, da nam je pol lažje, pa mogoče tudi, da vsi ti ostali igralci, kateri so dobili manj priložnosti, jim ponudimo priložnost, da jih tudi preizkusimo, ne. Na ta način pa potem sigurno ne smemo pa zaspati, kajti tukaj je še vedno pokal in sami veste, kaj se nam je lansko leto zgodilo, da je tudi samo ena tekma, katera lahko odloča, pravzaprav ne ena, mi se moramo še vedno uvrstiti na ta zaključni turnir, tako da res tukaj bomo mogli biti res fokusirani in pri stvari čisto skoraj do konca sezone. Prva tekma med Celjem in Kilcami bo v dvorani Zlatorog predvidoma 21. ali 22. marca. Mogoče tudi povabim vse gledalce, da nas pridajo spodbujati in da mogoče tudi vidijo recimo te naše bivše igralce na delu. Naši fantje so si sigurno želeli, da bi še eno tekmo odigrali pred polno dvorano, ker je definitivno to velik motiv tudi za njih. Veliko bolj zanimivo jim igrati Ligo prvakov, kot pa domače prvenstvo pred praznimi tribunami, ne. In ja, tu res je, da mi nekako še nismo lovili tiste forme, kateri smo bili v jesenskem delu. Trudimo se, treniramo, zdaj mogoče imamo nekaj več časa na pripravo za to tekmo. Ja, pokazati najboljšo predstavo do sedaj, mogoče pa ta tekma tista, katera bomo mi ta pravi na tej tekmi in pokazali eno res dobro predstavo in nam je najbolj pomembno, da poskušamo nuditi čim večji odpor na tej tekmi, potem pa na drugi bomo pa videli, kaj bo to. Celje bo od 13. do 23. avgusta letos gostitelj Evropskega prvenstva za rokometaše do 18 let. V Celjskem narodnem domu so v četrtek izžrebali 4 skupine s po 4 reprezentancami. Slovenija bo igrala v skupinskem delu v skupini A, kjer so še Islandija, Srbija in Italija. Slovenski strokovni štab je po žrebu iz 3 bobnov izbral skupino A z Islandci, Srbi in Italijani. Bom rekel tako, gre za prvo tekmovanje te generacije večje, kjer bojo vse reprezentance prisotne. Tu gre seveda tudi za to, da mogoče te reprezentance malo bolj poznamo, z njimi smo že igrali. Naprimer ene Švede, Špance, niti nismo še občutili. Smo nekako želeli, normalno želiš v prvi fazi tekmovanja ekipe, ki jih že nekoliko poznaš, ker potem itak se ostale ekipe pa spoznaš tokom prvenstva, ne. Tako da osnovni cilj je pač prijeti iz grupe ven, mislim, da je bila zaradi tega to najlažja odločitev. Tako da ja, nekako se nam je tudi poklopilo, da smo imeli točno to željo in smo veseli, da je tako. Mislim, da je to nek dober obet za samo prvenstvo. Skupino, kad smo jo dobili, to smo tudi načrtovali prej, upali smo na te tekmece, tako da pričakujem boj za prvo mesto v skupini. Slovenski selektor Sandi Markl je generacijo letnikov 2002 prevzel lani poleti. O možnostih te generacije pa je vsaj zaenkrat še prehitro govoriti. Gre za generacijo, ki je specifično slovenska, imamo zelo veliko dobrih srednjih zunanjih krilnih igralcev, mogoče nam primanjkuje, tako kot vedno, kil in višine, ampak mislim pa, da je tudi to prvenstvo nek začetek tega, glavni cilj je pa pripeljati čim več teh fantov do članske reprezentance, ne. Tako da zdaj konkretno v cilju, tako sem že rekel, prva želja je prijeti iz grupe ven med 8, tam gre pa itak pol
vsaka tekma specifika za sebe in je težko karkoli napovedovati, ampak ja, seveda čim više želje med nami so sigurno visoke glede na to, da je prvenstvo doma, ampak ne bi pa rad napovedoval nečesa, v kar nimam čisto točnega pogleda, zato ker ne poznamo detaljno vseh reprezentanc, ki bodo prisotne na prvenstvu. Ja, ta reprezentanca 2 letnika je seveda dobra, ne? Tako da lahko bi se borili za celo odličje. V bistvu jaz generacije kot take ne bi rad ocenjeval, tudi prejšnje nisem. Naš glavni cilj ostaja to, da se slovenski rokomet ohranja v nekem srednjem kakovostnem razredu evropskega in svetovnega rokometa, potem pa je odvisno vse od trenutka, od kančka sreče. Včasih ena žoga odloča o tem, ali si v polfinalu ali pa nisi. Tako da pomembno je, da pač ohranjamo evropsko primerljivost in mislim, da nam to z organizacijo teh evropskih prvenstev tudi uspeva, zato ne nazadnje bomo verjetno dobili tudi prihodnje leto organizacijo Evropskega prvenstva za mladinke. Pred 2 letoma je na domačem evropskem prvenstvu do 20 let Slovenija osvojila naslov evropskega prvaka. Tekme naše izbrane vrste pa so bile odlično obiskane. V slovenskem taboru upajo, da bodo tudi letos imeli številčno podporo domačih navijačev. Mislim, da je to velika čast, privilegij, da igraš doma in mislim, da je to treba vzeti kot dodaten motiv. Sigurno bojo ljudje, starši, navijači stali za temi fanti, za vsemi nami, tako da mi se res veselimo tega. Sigurno je to velika prednost. Ja, jaz sem sigurno optimist, ne, da bo sigurno vsaj naša reprezentanca obiskana odlično. Imamo dobro skupino, imamo Srbe v skupini, tako da upam, da bodo fantje šli čim više. Letošnje Evropsko prvenstvo do 18 let bo že 5. zaporedno prvenstvo mlajših kategorij, ki ga bo gostilo Knežje mesto. Leta 2017 smo začeli s prvo organizacijo Evropskega prvenstva in nadaljujemo vsako leto. EHF v nas vidi enega dobrih organizatorjev, če ne celo ene najboljših za mlajše kategorije. Tu imajo igralke in igralci za res izvrstne pogoje, tako kot bližine, hoteli, dvorane. Vse, moram reči, res na zelo visokem nivoju in mislim, da bo tudi letos to prvenstvo tako uspešno, kot so bila vsa pretekla. To, da se nam je Evropska rokometna federacija zaupala organizacijo novega prvenstva mlajših starostnih kategorij, dokazuje, da imamo v Celju izjemno izkušeno ekipo, kar se tiče organizacije. Nam je pa v bistvu to všeč, ker je to na nek način dokaz, da je Celje prestolnica slovenskega rokometa. V lokalnem organizacijskem odboru bistvenih novosti v primerjavi z organizacijo prejšnjih prvenstev ne napovedujejo. Bistvenih novosti ne bo, spremenili bomo samo malo hotele, tako da bo 10 reprezentanc v Laškem, 3 v A-hotelu in 3 v hotelu Evropa in pa uradne osebe bodo v hotelu Celeja. Pred dnevi je Svetovna rokometna zveza Celju zaupala tudi organizacijo svetovnih prvenstev za mladinke leta 2022 in mladince leta 2025. Ko smo dobili informacijo iz Kaira, je bilo to za nas zares eno veliko priznanje, da smo pridobili organizacijo 2 svetovnih prvenstev, kar pomeni tudi izjemno velik zalogaj. Se bo na teh prvenstvih sodelovalo 32 reprezentanc, igralo se bo tudi v Velenju in v Laškem, tako da bo en velik zalogaj za vse nas, organizatorje, ampak vseeno. Mislim, da smo ekipa dobra, da se bomo potrudili, da bo to na najvišjem možnem nivoju. Ekipa, ki deluje v organizaciji v Celju, je izjemno izkušena. Ne nazadnje so to ljudje, ki delajo v rokometnem klubu Celja Pivovarna Laško in v rokometnem klubu z dežele, tako da točno vejo, zakaj in kako se tem stvarem streže. In poskušali bomo to ohranjati, dokler bo pač interes ne samo na našem, ampak tudi na strani Evropske in svetovne mednarodne federacije. Celje pa bo leta 2022 tudi gostitelj ene izmed skupin Evropskega prvenstva za članice. Mislim, da je to bi moral biti prvi vrhunec tega zadnjega obdobja. Ne pričakujemo nobenih težav, Celje je rokometno mesto in mislim, da bomo vsi skupaj lahko leta 2022 uživali. Letošnje Evropsko prvenstvo za fante do 18 let bo v dvoranah Golovec in Zlatorog potekalo med 13. in 23. avgustom.
V 16. krogu ženskega rokometnega državnega prvenstva so rokometašice Zelenih dolin iz Žalca z 29-19 premagale Koper. Manj uspešne so bile v tem krogu Celjanke, ki so v Golovcu s 23-19 klonile proti Mlinotestu. Celjanke so na srečanju proti drugi zasedbi letošnjega državnega prvenstva nastopile v močno okrnjeni zasedbi, saj zaradi poškodb v ekipi ni bilo Vrčkove, Čerenjakove in Jerasove. Tudi Eleonora Kodele za to tekmo ni bila povsem nared. Navkljub vsem težavam so Celjanke na krilih odlične vratarke Andreja Perić vodile do 50. minute. Nato pa so gostje z bolj učinkovito igro v napadu ter izjemnimi obrambami vratarke Petruhine naredile preobrat in na koncu slavile 4 goli razlike. Jaz lahko rečem, da je bila ena zelo zanimiva in težka tekma. Borile smo se od prve minute, ampak nekako nam ni šlo, nekako zicerjev nismo zadele, 6 metrov pa kontre, pa se to vse poznalo tudi na koncu. Svaka čast tudi domači ekipi, ki je v bistvu tempo držala do konca srečanja in mislim, da se nam je na koncu res išlo, smo imeli kanček športne sreče in res borbenost na koncu, mislim, da je bila tista in želja, ker je v bistvu pripeljala do tega rezultata. Vedeli ste zagotovo, da vas čaka tule v Celju težak obračun, to da niti v najhujših sanjah si verjetno niste predstavljali, da tako zelo težak. Res je, v bistvu vsaka tekma v tej naši prvi slovenski ligi je razred zase, vsaka je zase, na vsako se je treba pač resnično maksimalno pripraviti, tako da v bistvu na Celje smo se res pripravljali in v bistvu mislim, da smo na koncu tudi pokazali, da smo zasluženo na koncu zmagali. Ja, mislim, da prvih 50 minut smo delovali odlično, sicer veliko tehničnih napak, ampak smo nekako popravili v obrambi, Andreja Perić je izjemno branila, ampak zadnjih 10 minut pa mislim, da nam je manjkala kakšna igralka, ki je zdaj poškodovana, bi nam zelo prav prišla. Ekipa Mlinotesta je v tej sezoni izgubila samo proti Krimu. V Celju se je znašla v zanje neobičajni situaciji, saj je večji del tekme morala loviti zaostanek. Tudi take tekme so, na take tekme moraš biti pripravljen, da moraš loviti rezultat. To je šport, vse se lahko obrne, tako da v bistvu ne bi rekla, da smo se pravzaprav ustrašili ali ne nas je bilo strah, ampak v bistvu smo se zavedali, kaj nam te 2 točki pomenijo, tako da smo stisnili in na koncu pač peljemo zmago domov. V celjskem taboru so izjemno pogrešali poškodovane rokometašice in razmišljali, da bi bil verjetno izid, v primeru, da bi nastopili v popolni postavi, povsem drugačen. Mislim, da bi v zadnjih 10 minutah zelo prav prišla kakšna menjava, pa tudi, da bi igrali v bistvu z igralkami, ko smo že dalj časa skupaj in bi bila verjetno igra bolj tekoča, pa bolj hitrejša in manj tehničnih napak bi bilo. Celjanke bodo v naslednjem krogu gostovale v Izoli. Ja, mi se bomo čim bolj pripravljali na Izolanke. Vemo, da bojo imele zelo veliko motivacijo, da nas premagajo, ampak mi se bomo pripravili, kot sem rekla, in pa z vso polno močjo naprej. Po četrtek je bil prejšnji konec tedna gostitelj zaključnega turnirja Pokala Slovenije v futsalu. V finalnem obračunu so igralci Dobovca 4-0 premagali moštvo Kobarida in tretjič zapored osvojili pokalno lovoriko. Ja, lahko bi se tako rekel, da je bilo pričakovano, ampak moram reči, da smo za te 2 zmage, ki smo jih ta vikend dosegali, da smo se morali res pošteno potruditi. Kaj da rečem, čestitam fantom, čestitam vodstvu in zasluženo so spet ostal pri nas. Odgarali smo in odigrali smo to na igrišču in to gremo se posvet. Če gre za finale pokala, vemo, da so to, da odločajo malenkosti dnevne forme, to gre pač le za eno tekmo. Na eni tekmi je vse možno, normalno ekipa rabi tudi malo sreče, ampak mislim, da smo danes pokazali določeno kvaliteto posameznikov in kot celotne ekipe. Naš pressing je deloval super, tako da bi rekel nekako manj težav smo imeli kot včeraj proti Sevnici, ampak nič, moram tu čestitati nasprotnikom, odigrali so korektno, dobro, borbeno do konca, ampak na koncu mislim, da so mi zaslužili zmago. Se je šlo po naših načrtih, vedeli smo, da bo trda tekma, Oprast deluje iz tekmo v tekmo, sploh pokalna tekma, ker to je specifika in se komu zgodi kakšno presenečenje. Vendar vseeno mislim, da smo danes zasluženo slavili. Zdaj nekako letošnja sezona nam ni šlo vse po načrtih.
ampak smo poskušali s tem, da se v pokalu, da naredimo dober rezultat, da potem imamo dobro popotnico tudi za končnico. Tako da upam, da je to dokaz, da se pač lahko kosamo z vsemi. Član Dobovca, Primorec Kristjan Čujec, je pred tekmo prejel zlato žogo za najboljšega slovenskega igralca minulega leta. Neko osebno zadovoljstvo, da je neka odrekanja, ki so bila zdaj narejena, da v bistvu so poplačani. Ampak vseeno ne smemo pozabiti, da tukaj se šteje najbolj klubski uspeh, pokalni in seveda državni, kar je tisti cilj vsega posameznika, da lahko nastopa potem v ligi prvakov. Dobovec po osvojitvi pokalne lovorike želi sezono zaključiti še z osvojitvijo naslova državnih prvakov. Ostaja nam še en neizpolnjen cilj za letos, to je obranitev državnega prvenstva. Vemo, da bo zelo težko, vemo, da se moramo zelo potruditi, še vedno nismo ta prava ekipa brez Roka Mordeja, še vedno se nekako iščemo, da ga nadomestimo in upam, da nam bo zdaj v tej končnici prvenstva tudi to uspeli, da pred tem finalom, kakor ga vsi pričakujejo, da res še enkrat poudarjam, treba dobro delati, da pridemo do tam, da se zorganiziramo, da bomo ta prava ekipa v finalu in da pariramo ljudi po najboljših močeh oziroma da jih premagamo, da imamo na svoj državni lig. Strelec Matjaž Hozjan ter tekvandoistka Petra Gobec sta najboljša športnika občine Šentjur za lansko leto. Za naj ekipo so razglasili plesno skupino TBA, posebno priznanje pa je ob 50-letnici delovanja in 20-letnici neprekinjenega igranja v prvi slovenski ligi prejel košarkarski klub iz Šentjurja. Petra Gobec, ki je slavila med dekleti, je v lanskem letu osvojila bronasta odličja na Evropskem prvenstvu. Največji rezultat je bil oktobra na Evropskem prvenstvu, ko sem dosegla 3. mesto. Bilo je neizmerno čudovito. Zdaj sem še bolj začela trenirati, da bom na naslednjem Evropskem prvenstvu, ko ga imamo aprila, osvojila višje mesto, drugo ali pa prvo, ker si želim. Drugače pa druga mesta, mislim, na mednarodnih turnirjih so večinoma prva mesta, ki jih tudi izpostavim, ker sem tudi takrat zelo ponosna na sebe. Gobčeva je športu, sprva tenisu, kasneje pa tekvandoju, zapisana že od malih nog. Življenje brez športa je za mene nesmiselno, do tega, ker že od malih nog se ukvarjam s športom. Predvsem prvo sem se začela s tenisom, pa sem prestopila v tekvando, kjer sem začela dobivati neverjetne dosežke, ki si nisem nikoli zamislila, da jih bom. Tako da ne predstavljam si brez športa življenja. Matjaž Hozjan je v lanskem letu v svoji kategoriji postal državni in pokalni prvak Slovenije. Največje dosežke v bistvu v letu 2019 sem dosegel v osvojenem pokalnem prvenstvu, kompletno vseh 6 tekem sem zmagal. Potem seveda ne smemo pozabiti na Evropsko prvenstvo, ki je potekalo v Beogradu. Ekipno smo osvojili 4. mesto, osvojeno 1. mesto in hkrati v bistvu zlata medalja in naziv državnega prvaka v streljanju na kovinske tarče in še seveda en kup drugih dosežkov mednarodnih, tako da bom rekel, vsak dosežek po svoje šteje veliko in ga nosiš pač v vsem svojem mozaiku športa. In zakaj se je Hozjan zapisal ravno strelstvu? Želja je že od mladih nog zadeti cilj na neko daljšo razdaljo. In seveda je strelstvo ena izmed tistih disciplin, ki v bistvu nam to omogoča. Tako da je dodatni izziv v bistvu strelstvo za to. Poseben gost prireditve je bil selektor slovenske košarkarske reprezentance Rado Trifunović, ki je v sezoni 2003-2004 igral tudi za šentjurski klub. Sezona ni bila ravno lahka. Na koncu smo jo uspešno zvekli ven in spomini na Šentjur so res lepi in tukaj sem že omenil prej publiki. Spomini me vlečajo na občinstvo, na publiko, ki je prihajalo na tekmo, ki nam je dalo energijo. Res pozitivno. Trifunović je bil presenečen nad odličnimi dosežki šentjurskih športnikov v lanskem letu. Za tako majhno občino kot je Šentjur, da dosegajo take rezultate, kakršne sem jaz danes slišal in videl tukaj
na prireditvi, res to je za čestitati, za spoštovati in kar ne ostajajo naprej športniki, ker bomo dobili veliko veselja v celotni Sloveniji preko njih. Občina Šentjur športnikom in športnim kolektivom skuša zagotavljati čim boljše pogoje za delo. Na področju športne infrastrukture bi Šentjur nujno potreboval novo športno dvorano. Kar se tiče športne infrastrukture, v Šentjurju lahko rečem, skrbimo za tiste osnovne pogoje, ki jih lahko občina nudi. Dejstvo pa je, da nam manjka seveda ena konkretna športna dvorana. Tudi kar se tega tiče, smo praktično naredili tisto, kar je bilo v naši moči. Pripeljali smo zadevo do gradbenega dovoljenja, zdaj pa seveda nam manjkajo finančna sredstva. Želeli in verjeli smo to, da bomo lahko, bom rekel, v teh proračunih 2021, da bo država pristopila športno infrastrukturo tudi za svoje srednje šolstvo, kar pa žal ni, tako da smo na nek način morali ta projekt pač zaustaviti. V vodstvu šentjurske občine upajo, da bodo novo dvorano v sodelovanju z državo lahko zgradili v prihodnjih letih. Na tem bomo naprej še delali, bedeli in pa, kot sem že povedal, za športne dvorane imamo ne vse pripravljeno, manjka nam seveda denar. Ne želim pa, oziroma tega pa ne bom počel, kot bom župan, da bom naredil iz tega neko podrtijo, da bomo dejansko to stvar, ki je na nek način v premalih gabaritih, da bi jo na nek način, da bi ostalo tega gabariti, kajti to je nefunkcionalno, bom počakal, da bomo dejansko zagotovili ta sredstva in potem sledili nekaj novega, lepega. To pa je na nek način žal stvar preteklosti, ali pa, če želite, napak iz preteklih let. Med tistimi, ki najbolj nestrpno čakajo na novo dvorano, so zagotovo šentjurski košarkarji, ki so na prireditvi prejeli posebno priznanje o 50-letnici delovanja in 20-letnici neprekinjenega igranja v prvi slovenski ligi. V uvodni tekmi košarkarske lige za prvaka so košarkarji Hopsov v svoji dvorani 84-85 premagali Helios. V ligi za obstanek je Podčetrtek izgubil na gostovanju pri Šenčurju. Šentjurčani pa so v svoji dvorani z 88-70 premagali moštvo Zlatoroga. Šentjur je v Hruševcu upravičil vlogo favorita, čeprav je že v uvodni četrtini ostal brez prvega organizatorja igre Špana, ameriški branilec Haynes pa je bil hitro obremenjen z osebnimi napakami. Na drugi strani so se Laščani, okrepljeni z izkušenim Igorjem Tratnikom, v Hruševcu predstavili v precej boljši luči kot pred slabimi 3 meseci. Šentjurčani so bili zelo razpoloženi pri metu z razdalje, saj so zadeli kar 12 trojk. Čebašek je pri zmagovalcih dosegal 28 točk. Mislim, da na koncu je odločila naša potrpežljivost, mogoče večja želja, pa mislim, da tudi v ključnih trenutkih, da smo odigrali pametno z glavo. Tako da prave odločitve, iskali smo prostega igralca in nismo bili sebični. In tudi na drugem koncu igrišča v obrambi smo delali vsi za enega. Kakor se spomnim, dosti smo imeli odprtih metov, se pravim, žoga je šla, bilo je nekaj metov preko roke, ne toliko kot v prejšnjih tekmah, tako da lepo smo si podelili žogo. Težka tekma. Vedeli smo, kaj nas čaka, da Laščani, ki zdaj izgledajo povsem drugače, z 2 novima igralcema od tistega, kar so zadnjič prišli tule v Šentjur. Imeli smo smolo, se nam je poškodoval prvi play Špan, takoj na začetku tekme. Vendar je njegovo vlogo dobro odigral mladi Tabak, tako da sem lahko s tem segmentom zadovoljen. Španu želim in upam, da bo se čim prej vrnil nazaj na igrišče, ker ga nujno potrebujemo v tej ligi za obstanek. Vsi ostali igralci so pa naredili svoje, odigrali še za njega. Imeli smo v določenem trenutku neke napake, majhna nihanja, vendar smo se hitro v teh nihanjih tudi pobrali. Odgovornost prevzel Čebašek in pa Pešič, ostali so tudi Rebec odigral tako, kot najbolje zna, tako da vsem igralcem moram čestitati za to predstavo in pa seveda jutri treba vse skupaj pozabiti in se fokusirati na naslednje srečanje. Imeli smo naše momente, ki pa so žal trajali prekratko. Vedno spet so se pojavile te, ko priješ bliz, narediš 2-3 glupe napake iz nerazumljivih razlogov in ja,
Predvsem v prvem polčasu smo jim pustili odprte šute za 3, Šentjur je to sprejel z odprtimi rokami in lahko rečem, igralci so se razigrali in zaslužena zmaga Šentjurja. V domači zasedbi sta po poškodbi Špana in osebnih napakah Heinza svojo priložnost odlično izkoristila Tabak in Ledl. Fantje dobro trenirajo, to se tudi kaže, na tekmi malo napredujejo, Ledl dobiva vedno večjo montažo, kaže, da lahko na njega resno računamo z tekme v tekmo. Tudi ostali fantje res moramo pohvaliti, čeprav ne rad hvalim vse skupaj, kajti košarka je timski ekipni šport in zmaguje ekipa in pa skupaj moramo biti, ko zmagujemo, tudi v porazih. Pri Laščanih se je prvič predstavil izkušeni novinec, 30-letni Igor Tratnik, ki je še tretjič v svoji karieri oblekel dres Zlatoroga. V naši ekipi je evidentno, da smo rabili nekoga izkušenega igralca. Res je, da je z nami 2 dni in se še mogoče v napadu nekako lovi, ampak iz treninga v trening bomo rasli, tako da jaz mislim, da gremo lahko z dobro popotnico v Podčetrtek. Tudi pred Tratnikom so se ukrepili z Draganom, tudi rabo čas, da se uigra z njimi, tudi zdaj bojo čez kakšen teden 2 še močnejši, ko se v Tratnik z njimi odigral, praktično z njimi je naredil 2 treninga, tako da mislim, da v Laškem nas čaka pekel. Tako da upam, da se Špan vrne, da je zdrav, pa da se Stromčič tudi čim prej vrne. Laščani bodo v naslednjem krogu gostovali pri Termah Olimia v Podčetrtku. Mi gremo tja se boriti, dobesedno gremo zgriziti parket. Ne bom rekel, da se ne more ponoviti, ampak verjamem, da težko, da bomo odigrali še eno tekmo tako slabo, kot smo gori odigrali. Poznamo jih zdaj zelo dobro in na njih smo pripravili in kaj ne rečem, na zmago. Šentjurčani bodo v naslednjem krogu gostovali pri vodilni zasedbi lige za obstanek Šenčurju. Mislim, da je to za nas v tej ligi mogoče najlažja tekma, brez kakšnega okoli pritiska lahko fantje odigrajo. Šli bomo v Šentjur s samim ciljem, da jih presenetimo, da zmagamo, kajti teh zmag se letos v gosteh nismo kaj veliko veselili in prav bilo, da se to obrne. Tukaj se pravljamo zmago, da jim vrnemo za prvi del sezone. Mislim, da če bomo kompletni, da jih lahko presenetimo. Gradite, prenavljate, strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Kako pravilno lepiti keramiko? Pri polaganju keramike razmere niso vedno enake, zato je potrebno s prstom preverjati nastanek kožice na površini nanesenega lepila. Lepilo nanesemo na toliko površine, kolikor ploščic lahko v tem času prilepimo. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Posredujemo pri prodaji vaše nepremičnine in ponujamo možnost odkupa. Sestavimo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujemo in še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Pridite na marčne sejme. Poroka! Altermet. Stari, tak zdrav že nisem bil od leta 97. Festival kave Slovenija. Flora. Svet ribolova. Prijela je. Kulinart. API Slovenija. 7 sejmov, 1 vstopnica. Stari, to je ugodno. Ste ljubitelji konj? Tekmujete ali trenirate s konji ali pa jih imate le preprosto radi? Nudimo vam vse na enem mestu. Naša konjeniška trgovina Kartelani vam ponuja hrano za konje, vitamine in pestro izbiro opreme za vaše konje. No, opremo pa imamo tudi za vas. A to še ni vse. Opremo imamo tudi za vse ljubitelje western jahanja.
Obiščite nas in se prepričajte. Drage gledalke, spoštovani gledalci, smo v srednjem delu nocojšnjega središča, nogometno bomo obarvani. Celjski nogometaši so namreč sredi tedna v štajerskem derbiju premagali moštvo Maribora z 2:0 in se na prvenstveni lestvici Mariborčanom približali na 3. mestu zgolj na točko zaostanka. Za vodilno Olimpijo pa trenutno Celjani zaostajajo za vsega 4 točke. Pred nami je torej izjemno zanimiva končnica nogometnega državnega prvenstva. Po dolgem času, po dolgih letih pa celjski klub spet v boju za tisto najvišje mesto, torej tudi za naslov državnih prvakov. Več o tekmi z Mariborom in o aktualnem trenutku v celjskem klubu pa bomo povedali z mojima nocojšnjima sogovornikoma. To sta nogometaša celjskega kluba in sicer Luka Kerin in Žan Zaletel. Dober dan, dobrodošla. Najprej seveda čestitke za izjemen štajerski derbi, za zmago z 2:0 in mogoče najprej o tej tekmi. Luka, zmaga proti vijoličastim je vedno nekaj posebnega. Kako bi ocenili to srečanje in na koncu vašo zmago z 2:0 in osvojitev 3 točk v tem dvoboju? Tekme proti Mariboru so vedno nekaj posebnega za vse igralce, tako da smo zelo veseli za to zmago. Smo garali v bistvu cele priprave za take zmage, tako da smo vsi zelo veseli. Tekma je bila v bistvu zelo težka, naporna, tako fizično kot tudi za glavo, ampak hvala Bogu nam je ratalo. S pomočjo gledalcev in pa seveda ekipa je doprinesla svoje, tako da smo zmagali. Omenili ste gledalce, tokrat nekoliko več obiska, kot je to običajno. Okrog 1800 gledalcev je bilo v areni z Dežele. Je to nekako bil še dodaten motiv, dodaten veter v hrbet na tej tekmi? Seveda je dodaten motiv, ko je na tribunah več igralcev. Mislim, da vsakem igralcu lažje igrati, ko je več gledalcev. Ti da neki dodaten zagon, tako da je to. Žan, če pogledaš nazaj na sredin obračun, kaj je odločilo v tem dvoboju z Mariborčani, kako bi nasploh pokomentiral to srečanje proti vijoličastim? Mislim, da smo se mi dobro, smo se taktično pripravili na to tekmo. To, kar smo se dogovorili v garderob, smo tudi upoštevali bolj na igrišče in mislim, da nam je to prineslo ta uspeh na koncu. Verjetno na tekmah proti Mariboru Olimpije tisti voljni moment ali pa tista motivacija še mogoče za stopničko na višji ravni, kot je verjetno proti ostalim tekmacem. Seveda, vsak si želi proti Olimpiji Mariboru pokazati tisto, kar najbolj zna. Zato motivacija na teh dveh tekmah sploh ni potrebna, za druge pa tudi mislim, da ni pod vprašanjem. Dosegli ste 2 zadetka, zdaj si bomo ogledali prvega. Wiesinger je bil strelec prvega gola v 56. minuti, to je tudi sicer vaš najboljši strelec v tem državnem prvenstvu. Tu vidimo zdaj to akcijo. Žan, če jo pokomentiramo, kaj se je zgodilo pri tem prvem zadetku? Iz naše postavitve smo ukradli žogo Mariborčanom, Benedičić je stekel hiter proti napad. Nato pa na 16-metrskem prostoru na drugi strani poiskal Wiesingerja z lepo podajo, ki pa tega ni zgrešil. Wiesinger je dal že 15 zadetkov, letos drugi strelec lige je takoj za Antejem Vukušićem iz Olimpije, ki je pri 17 golih, torej izjemna strelska forma Darija Wiesingerja. Res je, letos je zabil že na 15krat, kar tudi ekipi deva dodatno samozavest in dobro je, da ima ekipa enega tacga v ekipi. Luka, kako pomembno je recimo na takšnem derbiju, če moštvo povede, če prvo doseže zadetek, je potem lažje v nadaljevanju? Sigurno je lažje. V bistvu ekipa se sprosti, pade tisto neko breme dol. Nasprotna ekipa se mora odpreti, mora več tvegati in zato je potem tudi za nas bilo več priložnosti naprej. Tako smo dosegli tudi drugi gol. Bili ste nekako potrpežljivi, prvi polčas brez zadetkov, 0:0, potem pa ste v uvodnih 10-11 minutah drugega polčasa prišli do vodstva. Dogovorili smo se v garderobi tudi, da probamo preživeti težke trenutke,
nalete Maribora, to smo uspeli narediti in na drugi strani smo zabili 2 gola. Kakšno je bilo potem to obdobje, približno pol ure med prvim in drugim zadetkom, je bilo se težko braniti tudi mariborskih poskusov, da bi prišli do izenačenja? Pa ja, vemo vsi, da imajo Mariborčani zelo kakovostne posameznike, tako da je bilo kar naporno se braniti, ampak kot sem rekel, nam je ratelj, na drugi strani smo zabili, tako da vse čestitke na fantom sem. No, potem v 89. minuti pa še drugi zadetek, tudi tega bomo videli, kapetan Lotrič je zadev polno, no in tu je potem že bilo jasno, da je seveda srečanje dokončno odločeno. Mogoče še komentar te akcije, Žan, za drugi zadetek? Ja, bil je prekršek na naši polovici, pa je Čalošič z dolgo diagonalno podajo našo Vizingera, ki je odložil kapetanu Lotriču, ki pa je res zadev fantastično. Pravi Eurogol, kot lahko vidimo. Tudi Lotrič je v izredni formi strelski, 12 golov letos, tretji je na lestvici strelcev, torej imate drugega in tretjega strelca zaenkrat državnega prvenstva. Res je, tudi Lotrič je šel v spomladanski del v res dobri formi, zabija, deva asistence, tako da je to samo dobro za našo ekipo. Zdi se, Luka, kot da je nekako ravno Lotrič tisti, ki je nekako prevzel mogoče tisto vlogo po odhodu Rudija Požega Vancoša, tudi lidersko v tem vašem moštvu, ali se motim? Pa ja, mislim, da imate prav, da je prevzel to neko palco vodje. Zelo super, kako ste rekli, ima 12 golov, ne vem koliko, tudi veliko asistenc in pomagal sem na igrišču, na treningih, je za vzor sem. Ja, kot sem dejal že uvodoma, s to zmago proti Mariboru ste prišli tik za vijoličaste, imate točko zaostanka za njimi, pa 4 točke za Olimpijo, potem je tu še Aluminij, ki ima prav tako 42 točk in Mura, mesto za vami 38. Dolgo nekako že v slovenskem prvenstvu ni bilo toliko moštev, ki se borijo za naslov prvaka. Zakaj po vaši oceni se je mogoče to ravno letos, ravno v tem prvenstvu zgodilo? Mislim, da to samo dokazuje, da so v bistvu nogomet v Sloveniji, Slovenska liga, da se počasi dviguje na višjo raven. Sem pa zelo vesel, da je veliko več ekip, ki se lahko borijo za prvaka, kot je tudi za javnost, za gledalce, da je liga bolj zanimiva. Žan, verjetno zdaj ugoden pogled nekako na lestvico, ko ste tik pod vrhom, ko je zaostanek majhen, zagotovo tudi ulovljiv do konca. Čeprav verjamem, da na sami tekmi ali pa pred samo tekmo verjetno niste razmišljali o teh točkah. Ja, to se strinjam, ampak mislim pa, da se ne smemo preveč ozirati na lestvico. Moramo iti iz tekme v tekmo, predvsem gledati nas in pa na koncu bomo videli, kam nas bo to pripeljalo. Odličen ta spomladanski del z vidika vašega moštva, tudi priprave, vsaj po rezultatih sodeč so bile odlične in nekako ste tiste igre iz pripravljalnega obdobja vsaj zaenkrat uspeli prenesti na igrišče zdaj tudi v državnem prvenstvu v tem drugem delu. Ja, res je, mislim, da smo že 14-15 tekem vse skupaj neporaženi. Na pripravah smo igrali dobro, se uigravali, to pa smo zdaj tudi prenesli na prvenstvo in upam, da bo to tudi trajalo naprej. Luka, še vaš pogled na ta spomladanski del, neporaženi ste zaenkrat, če bi gledali samo zadnjih 5 krogov v državnem prvenstvu, ste na prvem mestu. Ja, kako je že rekel Žan, smo veliko tekme že neporaženi. Mislim, da to odraža to, da smo se v ekipi res zelo dobro povezali, predvsem v garderobi, fantje se odlično razumemo. To daje nek moštveni duh, ki pomaga tudi na igrišču v bistvu. Je ključ teh rezultatov tudi v tem, da nekako vendarle jedro tega moštva je že zdaj neko daljše obdobje skupaj, tudi trenerje, isti ponavadi v športu, te stvari na dolgi rok potem dajo rezultat. Pa ja, seveda je tudi to ključ do uspeha, lahko rečem. Fantje se poznamo med sabo, vemo, kak en diha, tako da vemo na igrišču, kaj dela drugi, to je važno. Tudi vidva sta v približno enakem obdobju prišla v Celje, pol leta je bilo razlike. Luka, vi ste zelo mlad, odšel že v tujino, pa potem Krško na kratko in Celje, mogoče beseda dve o vaši karieri, tudi tisti odločitvi o odhodu v Inter, ko ste bili še zelo mladi. Ja, s 16 leti sem šel v Italijo. Lahko bi rekel, po eni strani uspešna, po drugi neuspešna zgodba.
Vrnil sem se nazaj v Slovenijo, v Krško, kjer sem bil pol leta. Nisem veliko igral, no, potem pa je prišel klic iz Celja, da bi lahko prišel sem in nisem v bistvu okleval. Malo sem poizvedel v klubu in se na hitro odločil, da je to prava izbira in mislim, da se nisem zmotil pri tem. Tudi dejstvo, da ste podaljšali pogodbo, ne priča o tem, da ste v Celju zadovoljni. Ja, v Celju sem zelo zadovoljen, tako mesto kot klub mi zelo ustrezata, tako da mislim, da sem se res prav odločil. Igrali ste tudi v številnih teh mlajših reprezentancah, tudi to so verjetno posebne izkušnje za vsakega nogometaša. Ja, seveda je nekaj posebnega, kako lahko zastopaš svojo državo. Tako da to sem vedno z veseljem šel na reprezentančne zbore, z veseljem oblekel ta dres z grbom in zastopal državo. Žan, vi pa ste v Celje prišli iz Brava. Bravo je nekako eden izmed tistih klubov, ki je znan po odličnem delu z mladimi, potem pa nadgradnja vaše kariere v Celju. Kako ste se vi odločili za ta korak in zdaj, ko gledate nazaj, je bila odločitev prava? Je to, kar ste pričakovali, si želeli pred prihodom v Celje? Ja, res je, pri kadetih sem prestopil v Bravo, ker sem bil 3 leta, potem pa sem iz Brava prestopil v Celje in pač ta korak niti malo ne obžalujem, kljub temu, da je sedaj tudi Bravo v prvi ligi, ampak mislim, da je takrat bila to prava odločitev, ko sem se odločil za Celje. Jedro tega moštva je torej skupaj že kar nekaj časa, no ste pa dobili nekaj novih fantov zdaj v tem zimskem prestopnem roku. Mogoče beseda dve o teh okrepitvah, za kakšne osebnosti gre, kako so se znašli v novi sredini in seveda tudi kaj v samem nogometnem smislu pomenijo za vaše moštvo. Ja, tako kot je že Luka rekel, je vzdušje v ekipi res dobro, tako da mislim, da so tudi ti novi fanti, ki so prišli iz tujine, so se takoj vklopili v ekipo in niso imeli nobenih dodatnih težav pri tem, kar se vidi tudi na terenu, se mi zdi. Kako jim pomagate, recimo takole, ko pridejo iz, ne vem, Moldavije, Litve, kje imajo največ težav pri vključevanju v novo sredino? Pa seveda največ težav v jeziku, tako da pri tem jim pomagamo, da sporazumejo v angleščini. Tako da, kot ti pa že rekel, Žan, smo jih pa zelo dobro sprejeli, oni so se zelo dobro vklopili v naše okolje, tako da smo zelo zadovoljni z njimi. Prvenstvo teče naprej, v nedeljo že nov preizkus, gostovali boste pri Triglavu v Kranju. Beseda dve o naslednjem tekmecu, srečanje bo v nedeljo 8. marca ob 3. popoldan, torej ob 15. uri. Kaj lahko pričakujemo, kakšno moštvo je nenazadnje Triglav tudi pri Kranjčanih, nekaj sprememb v tem prestopnem roku po zimi? Pa ja, Kranjčani so v bistvu v spomladanski del štarta zelo dobro. Mislim, da do sedaj niso izgubili nobene tekme, zadnjo mislim, da so izgubili. Tako da kaže, da so zelo dobra ekipa. Mislim, da se zelo kakovostno se znajo postaviti v obrambi, potem imajo te prehode. Imajo pa tudi nekaj novih igralcev, tako kot ste rekli, ki so nam v bistvu mala neznanka, ampak mislim, da bomo dobro poanalizirali in gremo v Kranj, nimamo nič izgubiti. Žan, ponovadi radi rečemo, da se prvenstvo ali pa velike stvari dogajajo oziroma osvajajo na teh pod narekovajih, bom rekel, manjših tekmah proti mogoče tekmecem, ki so vsaj na papirju manj zveneči. In tudi za Celje je bilo značilno v prejšnjih sezonah, da je nekako odlično igralo proti Mariboru, Olimpiji, ne vem, Domžalam in potem mogoče slabše proti Krškemu, Rudarju, tem moštvom, ki so bili na začelju prvenstvene lestvice. Ja, res je, te moštva se tudi pač drugače pripravijo na te kot boljše ekipe, kaj ti pustijo ti igrati, moraš ti pač voditi igro, ampak mi gremo v Kranj, da potrdimo te 3 točke proti Mariboru. Kaj vi menite o kranjski zasedbi, kranjskemu moštvu v tej sezoni? Na kaj bo mogoče potrebno še posebej paziti? Ja, vemo, da je v Kranju je vedno težko igrati, imajo pa to njihov način igre, da hitre proti napade in tle moramo biti najbolj pazljivi. Kako tele vremenske razmere vplivajo na vse skupaj igrišča, verjetno v zadnjih dneh niso v stanju, kot bi si želeli. Vam verjetno razmočena slaba igrišča niso ravno pogodo, tako kot večini moštev, ne? Pa tako bom rekel, če igrišče je mokro, da gre lepo žoga, je vse super. Ko se pa začnejo nabirati neke luže, da to zaustavlja igro, nam pa ni najbolj pogoda, ker imamo radi igro po kleh, hitro igro, tako da
ni najbolj pogodno, če je preveč razmočena. V nedeljo je bil verjetno takšen primer, ko ste igrali v Domžalah, ko je bilo slabo vreme, deževno, kako je bilo? Ja, no, tam je bilo kar težko igrišče, bilo je dosti luž, ampak nekaj se je dalo igrati, ni bilo pa to, kar smo si želeli. V nedeljo Triglav, potem pa prihodnjo nedeljo Rudar doma, zadnje uvrščeno moštvo, torej zdaj nekako dva nasprotnika, ki sta vsaj na papirju lažja kot recimo Maribor in Domžale, s katerimi pa tudi Aluminij, s katerimi ste igrali v prejšnjih krogih. Ja, res, ampak to, kot sem že rekel, se ne smemo preveč ozirati na lestvico, ampak sam nase, da bomo odigrali tekmo tako, kar znamo, pa mislim, da se nimamo nič bati. Tudi Rudar je recimo dokazal v tem spomladanskem delu, da je nevaren, kljub temu, da je zadnji, da visoko zaostaja, na zadnje je zdaj zagodel v Muri v prejšnjem krogu. Ja, seveda ne smemo nobenega podcenjevati, no. Vsaka ekipa je dobra, dokler je ne premagaš. Tako da s tako miselnostjo moramo iti na vsako tekmo in mislim, da rezultat tudi ne bo izostal, no. Prej smo govorili o lestvici, o tem malem zaostanku za vodilno Olimpijo. Povejte mi, dejansko nekako v moštvu začenjate verjeti, da lahko greste tudi do konca, da je seveda možno, da tudi nekdo drug poleg Maribora in Olimpije kroji vrh in na koncu mogoče prvi pride do cilja. Kako se je zdaj samo to razmišljanje, sama ta psihologija spremenila mogoče v zadnjih krogih, ko ste nekako povsem zraven vodilnim moštvom? Pa fantje smo nekako odrastli v glavi, obenem smo pa še vsi zelo mladi in ambiciozni, tako da si seveda želimo naskok na vrh, ampak kako radi poudarimo, moramo iti iz tekme v tekmo, zmagovati, bomo videli na koncu, kam nas bo to prineslo. Ni pa zdaj to nek dodaten pritisk recimo na vas ali čutite na nek način tudi na ta način trenutno stanje na lestvici? Pa mislim, da ni to nek dodaten pritisk, res, da je nekje v podzavesti zadaj je to prvo mesto, ampak mislim, da se res ne smemo na to ozirati, ampak samo na naše predstave. Bodo zdaj ti rezultati tudi pod narekovaji boom, kar se tiče obiska v naslednjih tekmah, pričakujete zdaj nekako stalno tudi zelo dobro podporo s tribun na naslednjih domačih tekmah? Ja, upam, da bojo celjski navijači prepoznali te dobre rezultate in dobro delo kluba in upam, da se jih bo v prihodnjih tekmah še več zbrali na stadionu z Domžale. Verjetno podobna želja, kaj ne? Pa vse enaka. Hvala obema za obisk v našem studiu, srečno v nedeljo v Kranju, pa seveda potem tudi na naslednjih tekmah, ki bodo prišle. Drage gledalke, spoštovani gledalci, s tem smo do konca pripeljali nocojšnji tretji polčas. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Prihodnji petek pa znova nasvidenje ob 20. uri. Lepo se imejte, lep vikend voščim in lahko noč.